Dobar dan. O, dober dan, zdravo. Jakob. Katja, me veseli. Manca. Me veseli. Kaj pa je razlika med showroomom in trgovino? Beseda showroom je angleška beseda in je sestavljena iz dveh besed. Show pa room. Kaj bi to pomenilo? Kot pokazati sobo. Ja, recimo pokazati, ne? Na showroomu pokažemo oblačila, hkrati pa jih tudi prodajamo. Tako da jaz bi to prevedla kot recimo razstavno-prodajni prostor. Tukaj pride oblačilo samo v eni številki. Samo v številki 36. In to tudi ni poletno oblačilo, temveč je zimsko oblačilo. Tukaj prodajamo oblačila 6 mesecev naprej. Ko je zunaj vroče, mi tukaj prodajamo tople pletenine. In ko je zunaj mrzlo, prodajamo kratke rokave. A se pravi, jaz bi mogla biti kot poslovnež svojo trgovino, da bi lahko tukaj kupila obleke, pa ne bi mogla samo enega kosa kupiti, ampak recimo po 100 kosov. Ja, točno to. Najprej moraš biti poslovna ženska in imeti trgovino. In tudi ne moreš kupiti samo ene jopice. Te jopice se recimo lahko kupijo minimalno 8, 10, 100 kosov, zdaj odvisno koliko trgovin imaš. Ko imaš trgovino, se pa je potrebno tudi odločiti, komu boš stvari prodajal, ne? In zdaj, če boš ti prodajala puncam, boš najbrž naročila otroško kolekcijo. Tako da predno vaju prepustim mojima sodelavkama, Poloni in Mateji, bi bilo dobro, da že malo razmislita, kako bo recimo trgovini ime, pa komu bosta oblačila prodajala. Mateja in Polona, a bi pomagale tukaj naši novi stranki, ne? Živjo, bravo! Se poslavljam, ker sta v najboljših rokah. Adijo! Mogoče malo za inspiracijo, da boste lažje izbrala ime za trgovino. Tukaj so malo predstavitev kolekcij, ki jih vidite, barve, ki so v kolekciji, vzorci, ki so v kolekciji. Kakšno ime lahko da v svoji trgovini? Kaj pa mladi firpcologi? Ne. Modni firpcologi? Ja. Kako se pa vama zdi? Meni se zdi super. Odlično! Kaj nam pa pomagajo tele slikice? Ja, te slikice nam pomagajo, da vidimo, kaj bo modno v sezoni jesen-zima in kaj nam ponuja kolekcija. Poleg tega lahko vidimo, katere barve so v kolekciji, da se lažje odločimo za glavno nit kolekcije. Meni so teli všeč. Meni pa teli. Tale plašč je zanimiv. Koliko bi pa ti tega naročil? 10. Koliko kosov pa ponavadi naročijo stranke? Odvisno od velikosti trgovine. Večjo trgovino, kot imaš, več kosov je potrebno naročiti. Če imaš manjšo trgovino, je to lahko 100, 200 kosov. A tukaj sem se jaz prehicala, da bi naročila 100 kosov. A to sploh ni preveč? Ne, super. To je včasih celo premalo. No, zdaj pa, predno boste naročila kolekcijo, mislim, da je čas, da tudi malo probata. Ja, če je zima, bi jaz raj plašč probal. Ja, izvoli. Pa to je pa velik plašč. Ja, Jakob, pa ne samo, da je velik, tudi za ženske je, veš. Ja, nič. Gremo pogledati še otroške kolekcije. Ja. Ja. Takole, in prišli smo na otroški segment. Tukaj predstavljamo otroške kolekcije. Imamo za najmlajše otroke do 2 let, potem imamo za srednje otroke od 2 let do 6 in tudi za večje do 16 let. A pri vsakem kosu je samo ena številka? Točno tako. Hvala, Manca, to bi bilo pa glih za tebe. Ja, kako si dober našel. A mi paše? Ja, v bistvu zdaj si kot fantje pa punce s firpcologi. Taka firpcološka barva. Jakob, tukaj imajo za fante. Ja, ta je malo pretopla. Kaj pa tale? Ja, ta bi bilo pa ravno prav. Koliko jih bi pa naročil? 200. Kako vam je šlo? A sta izbrala kolekcijo? Ja. Super. No, in ko boste imela res svojo trgovino, ste zdaj videla, kakšen je proces naročanja oblačil, tako da se vidimo takrat.